V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze in vse človeštvo bo videlo, kako naš Bog rešuje. Tako je bilo pred več kot 2000 leti slišati glas vpijočega v puščavi. Glas, ki še vedno odmeva. Glas, ki nas kliče in vabi k dobremu. Da v preobilici in hrupnosti sveta zmoremo slišati, videti, narediti. Klic, ki nas vabi, da širimo njegovo ljubezen doma, v družinah, med prijatelji, na delovnem mestu. Naj svetloba, ki prihaja, tudi v nas vžge močno vero, upanje in ljubezen, da bomo s svojimi dejanji zravnali steze medsebojnih odnosov in pripravili prostor za kralja, ki prihaja. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tiste dni je nastopil Janez Krstnik in v judejski puščavi oznanjal z besedami: Spreobrnite se, kajti približalo se je Božje kraljestvo. To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju, glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledi. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom. Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jeruzalema in iz vse Judeje in iz vse pokrajine ob Jordanu. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu veliko farizejev in saducejev, jim je rekel: Gadja zalega, kdo vam bo pokazal, kako naj ubežite prihodnji jezi? Obrodite vendar sad, vreden spreobrnenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: Abrahama imamo za očeta. Kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli v ogenj. Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spreobrnili. Toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu prinesel sandale. On vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. Veljnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa se žgal z ognjem, ki ne ugasne. To je Kristusov evangelij.